Živjo, sem Jana Pristovšek in nadaljujem temo Kako do ljubečega odnosa. Danes bom govorila o zamerah. Kadar se nekaj ne zgodi po naših načrtih, željah ali pričakovanjih, lahko čutimo razočaranje. Razočarani smo lahko sami nad sabo ali nad drugimi ljudmi. Čustvena energija razočaranja samega nad sabo lahko sproži v nas kritika, jezimo se sami nad sabo. Obtožujemo se, počutimo se manj vredno. Čustvena energija razočaranja nad drugimi ljudmi nas lahko vrže v vlogo žrtve ali ubogi jaz, jezimo se v sebi, čutimo se opeharjene, dela se nam krivica. Ne glede na to, ali mi povemo na glas ali ne, ali si priznamo, da smo razočarani, ta čustvena energija ostaja v nas. Čez čas na to počasi pozabimo, kar pomeni, da se je ta čustvena energija preselila v naše nezavedno. Tam se še vedno vse dogaja, vendar se mi tega ne zavedamo. In potem mi živimo naprej. In ta čustvena energija razočaranja se spremeni v zamero. Ta zamera je pa zelo težka, to so energije, ki niso prijetne in ki delajo veliko težav v našem življenju. Mi smo že zdavnaj pozabili, kaj se nam je v preteklosti zgodilo, vendar pride nek sprožilec, ki bo to čustveno energijo zamere spravil na dan. In mi se maščujemo lahko nekemu človeku, ki sploh nima nobene povezave s to čustveno energijo zamere, ki je prišla na dan. To pomeni, da nič hudega sluteči ljudje, ki nam pridejo na pot, pokasirajo naše pretekle nepredelane čustvene travme. Ne glede na to, kako smo mi prijazni, s kakšnim nasmeškom na obrazu mi nekaj govorimo, ta čustvena energija zamer še kako deluje na naše življenje. To se pozna, največkrat se to vidi pri tako imenovanih močnih ženskah. Močne ženske so v zadnjem času nek fenomen, ki sebe predstavljajo kot ženske, ki točno vedo, kaj hočejo, ki točno vedo, česa nočejo in ki točno vedo, kako naj bi bilo. Vendar je to vse skupaj v glavi. Vse skupaj je zelo visoko in to je moč, to je umetna moč, ki jo močna ženska rabi, zato ker je zelo globoko v sebi, zelo močno ranjena. Je prestrašena, ima lahko slabšo samopodobo, nima občutka varnosti, oziroma občutek varnosti ji zelo manjka. In če hoče preživeti, je sprožila, nezavedno je sprožila obrambni mehanizem umetne moči. Umetna moč pomeni, dokaži mi, da si me vreden, dokaži mi, da si dober, dokaži mi, da nisi slab, dokaži mi, da nisi baraba. Se pravi, osnova je to, da je nek človek že vnaprej slab in kriv in more dokazati, da temu ni tako. Pri ženski, ki ni močna, tega ni treba, zato ker ženska, ki ni močna, izhaja iz tega, da so ljudje dobri,
da so moški dobri in mu da čas, da pokaže, kakšen je. Čas mu da. Močna ženska pa moškemu časa ne da. In močna ženska ima zelo majhen okvirček, kaj je prav in kaj ni prav. In zakaj močne ženske srečujejo več ali manj podobne moške, ki jih vedno znova razočarajo? Preprosto zato, ker je to energija v nezavednem, ki hoče potrditev. Hkrati je pa zelo veliko strahu, če sreča moškega, ki je čustveno uravnovešen, kjer se mu bo mogla predati želja, v njej bo, da se mu preda. In tega jo je strah, ker je bila v preteklosti tolikokrat razočarana. Taka močna ženska ima veliko zamer do moških. In tudi moški, ki je čustveno uravnotežen, se mu ne bo dalo kaj dolgo dokazovati, zato ker se mi ne moramo celo življenje dokazovati. Ker vse, kar bo naredil dobrega, bo ena majhna pikica. Takoj, ko nekaj ne bo po pravilih v njenem okvirčku, bo nastala cela gora. In tega se več ali manj zelo hitro naveliča. Jaz ne govorim, da morate biti šibke in neumne trape. Sploh ne. Ampak v vsej moji praksi, kar jo imam z ženskami, so vse ženske, ki so se imenovale močne ženske, ugotovile, da jih je pravzaprav zelo strah razmerja. Strah jih je ponovno se predati. Strah jih je zaupati. Strah jih je, kaj pa, če meni ni treba več skrbeti. Kaj pa, če se jaz lahko sprostim? Kaj pa, če mi ni treba imeti ves čas vse pod nadzorom? In zamere do moških, do preteklih izkušenj držijo vse to tako močno v svojih krempljih, da se je tega zelo, zelo težko znebiti. Znebimo se z delom na sebi. Znebimo se s tem, da začnemo delati na občutku varnosti, da začnemo delati z notranjim otrokom in izboljševati svojo slabšo samopodobo. In ko izboljšamo svojo podobo in ko dobimo občutek varnosti, se ta naš okvirček povečuje. S tem celimo rane preteklosti in s tem se mi rešujemo preteklih zamer. Močna ženska ima veliko možnosti, da dobi moškega, ki ji bo dal točno to, kar v tistem trenutku ona hoče. In to je, da ji pove, da je neustresna, da se more ona truditi za njega, da šele njena dejanja povedo, da je dovolj dobra. In tako se zaganjamo. Zaganjamo se v odnosu, že v obstoječem odnosu, ali se zaganjamo šele v odnos, ki lahko nastane. Zaganjamo se lahko tudi v moške, ki sploh noče imeti odnosa z nami. Ampak z zaganjanjem ne pridemo nikamor. Ne deluje vedno. Vztrajaj. Ne deluje vedno. Ko padeš, se poberi. Zamenjati moramo nekaj v nas, ker če ne bomo spet naslednjič padli, se bomo spotaknili ob enak kamen.
Torej, vzrok, zakaj srečujemo enake ljudi, ne gre samo za partnerje, gre lahko za sodelavce, gre lahko za prijatelje, je v tem, da to zahteva naše nezavedno. In z zaganjanjem dobimo samo nova razočaranja. In z zaganjanjem se nabirajo samo nove zamere v našem nezavednem in poglabljajo rane. A veste, z zaganjanjem mi ne delamo drugega, kakor z iglo ali nožem brskamo po že odprti rani. In to delamo mi sami sebi. To nam nihče ne dela. Zato je pomembno, da mi znamo odpustiti sami sebi. Kako mi odpuščamo sami sebi? Tako, da se povežemo z notranjim otrokom in mu dovolimo, da je lahko brezskrben. Potolažimo ga. To je cel proces, ki zahteva nekaj časa in nekaj truda. Ljubezen, veste, je kot voda, ki jo držimo v dlani. Če dlan preveč stisnemo, in stisnemo jo takrat, ko nas je strah, stisnemo jo takrat, ko nimamo zaupanja vase, stisnemo jo takrat, ko ne verjamemo, da smo vredni ljubezni, nam bo voda spolzela mimo prstov. Če vse skupaj vzamemo preveč nalahno in čakamo, da bo druga oseba naredila tudi naše delo, držimo dlani premalo skupaj in takrat bo voda spolzela med dlanema navzdol. Pravo ravnovesje je takrat, kadar držimo dlan razprto in hkrati dovolj skupaj. Da pa to lahko naredimo, moramo pa mi predelati stvari, ki nam to preprečujejo. In te stvari so v našem nezavednem. Kaj je v vašem nezavednem? Kaj je v mojem nezavednem? Mi vsak dan sporoča preko čustev. Čustva in občutki in misli o sebi so to, kar je globoko v meni. Veste, nabildana samozavest v glavi ne naredi nič drugega kakor notranji konflikt, kjer ves čas nihamo, smo samo utrujeni in po možnosti še zmedeni. Jaz s tem zaključujem ta sklop kako do ljubečega odnosa. Upam, da ste dobili stavek ali dva. Če vam je bil kateri od videov všeč, bom vesela, če ga delite. Več si lahko preberete na moji spletni strani, v obeh knjigah Čarobni odnos in 8 moških, zakaj ne. V Facebook skupini Čarobni odnos. Delite, všečkajte, naročite se na YouTube kanal. Vesela sem, da ste z mano, bodite dobro, imejte se radi. Čau, čau.